Ja, v teh dneh je na nekaterih mizah tudi veliko mastne in težke hrane. Zato nastanejo lahko težave z žolčem. V naslednjih minutah izveste, kako si pri tem lahko pomagate z naravnimi zdravili. December je tu, veliko močne hrane, pomeni to tudi več težav z žolčem? Ja, velikokrat je temu tako, kajti ko zaužijemo več močne hrane, mislimo predvsem seveda mastno hrano, ki pa seveda zelo okusno, maščobe dajo vse tisto, kar potrebujemo tudi v tem delu, da zaznavamo eno dobro kuhinjo. Dejstvo je, da maščobe pa obremenjujejo bolj jetrno-žolčni sistem, dokler je to v nekih normalnih okvirih in mi delujemo, kot je treba, tega niti ne zaznavamo. Problem je, ko seveda je žolč morda pregost, komu na poti stojijo kamni, ko je žolčnik lahko poln kamnov in podobno, če se vname, potem pa to povzroča bolečine, boleče krče, ne navsezadnje potem tudi slabo prebavo maščob. Slaba prebava maščob pa pomeni, da ne bomo privzeti iz maščob v maščobah topne vitamine, kar pomeni, da en del, zelo uporaben del hrane gre lahko mimo nas in v blato in dejansko ne pridobimo tega, kar bi bilo nujno. V lekarnah se da dobiti naravno zdravilo Rovahol. Na kakšen način deluje, kako ga uporabljamo? Ja, Rovahol je zdravilo, ki vsebuje učinkovine iz terpenov, farmacevtsko standardizirane učinkovine so to, ki, ko jih zaužijemo 3-krat dnevno po 2 kapsuli, pomagajo pri tem, da jetra ustvarjajo redkejši žolč, to pomeni, da se lažje pretaka, ni tega zastoja žolčnega tako močnega. Popušča Rovahol tudi krč žolčnih izvodil, to pomeni, da je ta tiščoč občutek manj intenziven. V začetku pravzaprav po uporabi lahko nekoliko celo bolj, ker je več žolča ustvarjenega, potem pa se ta izvodila sprostijo. In tretji učinek Rovahola je, da preprečuje nastajanje novega žolčnega blata, oziroma peska, nastajanje novih kamnov. To je ena dobra preventiva, ki jo mnogi uporabljajo, predvsem, ko so te težave bolj izrazite. Dejansko tudi zato gre ne samo za neko akutno terapijo, ampak se Rovahol običajno uporablja vsaj mesec dni ali več. Priporočljivo je, če imamo te težave nekako ponavljajoče se, da uporabljamo vsaj mesec dni, 2-krat letno, recimo tako kuro. Če pa imamo bolečine, žolčne napade, potem pa vztrajamo z Rovaholom dlje časa. Tudi če čakamo na operativni poseg, kjer bo recimo odstranjen kamen oziroma žolčnik, si lahko v tem času lepo lajšamo te težave z Rovaholom in lahko vztrajamo z daljšim jemanjem. Če pa seveda vemo, da se te težave ponavljajo ob kakšnem prazničnem dogajanju in podobno, potem pa je nek praktičen napotek, da nekaj dni pred tem pričnemo z jemanjem Rovahola, s tem zmanjšamo obremenitev jetrno-žolčnega sistema in jemljemo recimo vsaj še nekaj dni po tem, tako da se nam to nekako ustali, težav bo manj, kakšen greh nam bo prihranjen, kajti tudi to spada k prazničnim dnem. Dejstvo pa je, da seveda organizem pa tudi potrebuje neko svojo disciplino in z Rovaholom mu lahko pomagamo.